Pozdravljeni. Pred dnevi smo lahko zasledili, da je končno prišlo do dogovora o prestopu Bena Hodgkinsona iz Mercedesa v Red Bull. A kako je ozadje te zgodbe? V tem času, tik pred začetkom sezone 2022, je na razpolago bistveno manj novic kot takrat, ko je sezona v polnem teku. Zato tudi ni presenetljivo, da so mnogi viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, tej novici posvetili prav posebne prispevke. Nažalost, kolikor smo jih imeli priložnost prebrati nekaj, smo lahko hitro ugotovili, da je vsebina v prvem, drugem, morda tudi tretjem dobesedno enaka. A sam sem pri prebiranju te novice pogrešal nekaj analitičnega pristopa in predvsem razlage, kaj se dogaja v ozadju. Kar lahko povemo, je to, da Ben Hodgkinson bo nastopil svoje delo pri Red Bullu 24. maja 2022. Kaj se skriva za tem prestopom? Mnogi viri o tem niso spregovorili niti besede, čeprav bomo videli, da bi lahko avtorji z malo truda prišli do presenetljivih rezultatov. Gre res za prestop, ki kaže na to, da pri Red Bullu mislijo resno v prihodnosti, da bodo resen konkurent pri izdelavi pogonskih sklopov. Kar se tiče tega zadnjega, bomo lahko sedaj v tem trenutku kar hitro prišli do zaključka, da niti ne. Prav pri Red Bullu so zahtevali zamrznitev razvoja pogonskih sklopov. Ta bo stopila v veljavo v sezoni 2022 ter trajala do konca obdobja, torej do 2026. leta. In homologacija teh pogonskih sklopov bo prišla na vrsto nekje februarja 2022, torej bistveno pred tem, ko bo inženir Hodgkinson prestopil k Red Bullu. Ko bo prišel na svoje novo delovno mesto, praktično ne bo imel možnosti se ukvarjati s kakim konkretnim razvojem tega pogonskega sklopa. A vseeno, mnogi izmed vas boste dejali, ni važno, saj bodo njegove izkušnje prišle še kako prav pri razvoju onega novega, one nove generacije, o kateri smo prvič začeli slišati podrobnosti v preteklih mesecih. Novica o prestopu Bena Hodgkinsa sploh ni novica. Kolikor bi malce upisali njegovo ime, priimek ter položaj v bilo kateri iskalnik na spletu, bi lahko kar hitro ugotovili, da 23. aprila leta 2021 na uradni spletni strani Formule 1 je bil objavljen njegov prestop iz Mercedesa v Red Bull. Torej 13 mesecev pred tistim, ko se bo uradno zgodil. Torej v zadnjih 13 mesecih smo lahko prepričani, da pri Mercedesu ni videl niti podrobnosti tistega, kar bo aktualni pogonski sklop te ekipe. Vsaj tako ponavadi je. A še več, kolikor bi bili še malce bolj natančni, bi lahko ugotovili, da pred dnevi je bil isti inženir odlikovan strani britanske kraljice z British Empire Medal zaradi njegovega prispevka pri razvoju respiratorja, ki so ga v Veliki Britaniji uporabljali pri boju s COVID-19 in ki ga je razvijal Mercedes. V tem projektu smo lahko brali zopet na uradni spletni strani Formule 1 17. marca, kjer smo lahko že videli prve pozitivne rezultate. Torej, projekt, pri kateremu je sodeloval Hodgkinson, je bil v nekako poteku najmanj od druge četrtine leta 2020.
In to nam pove, da pri sami izgradnji pogonskega sklopa pri Mercedesu Ben Hodgkinson ni imel posebno težke vloge, vsaj ne v zadnjih 2 sezonah. Razumeti moramo, da pri Red Bullu so v sezoni 2022 pred izjemno pomembnim izzivom. Namreč ne bodo več stranka, temveč bodo konstruktorji. In seveda tudi to je rahlo pretiravanje strani mnogih novinarjev. Honda bo še zmeraj zunanji partner, dobavitelj za Red Bull. Iz Sakure bodo v Milton Keynes pripeljali vse dele, ki jih bodo potem nato sestavili in vgradili v svoje bolide Formule 1. Spomnimo se tudi lahko, da so pri Red Bullu kar hitro odkupili nepremičnino Honde, ki se je nahajala v neposredni bližini tovarne v Milton Keynesu. Gre za halo, kjer so pri Hondi dobesedno sestavili in pripravili pogonske sklope, ki so prišli iz Japonske. Tam so opravili tudi revizije ter podobne procese, ki so bili recimo temu namenjeni vsakodnevnemu vzdrževanju teh enot. Torej, sedaj se lahko začnemo spraševati, kakšno funkcijo je imel Ben Hodgkinson pri Mercedesu in kakšno vlogo bo pokrival pri Red Bullu. Seveda v ekipah Formule 1 je možno zaslediti v vsaki ekipi, da drugače imenujejo položaj inženirja. Vseeno, Ben Hodgkinson je imel pri Mercedesu dokaj visok položaj. Od sezone 2017 je bil eden izmed glavnih odgovornih za mehanski inženiring. A če pobrskamo malce nazaj v sezono 2016, bomo dobili njegovo fotografijo, ko se je nahajal na zmagovalnem odru. Če pogledamo, kaj piše pod tisto fotografijo, bomo ugotovili, da je bil sezono prej, torej 2016, vodja ekipe, ki je sestavljala, izgrajevala pogonske sklope. Torej je inženir, ki se ukvarja bolj s tistimi praktičnimi problemi v pogonskem sklopu, kot tisti, ki bi se ukvarjal s teoretičnimi projektiranjem. In prav to rabi Red Bull pri svoji novi avanturi. In kot smo že govorili sicer v lanski sezoni, pri Red Bullu so najeli kar nekaj inženirjev, ki so prihajali iz tovarne Mercedesa v Brixworthu. In govorimo naprimer o Stevu Blyvardu, Omidu Mašugomiju, Pidu Codu, ampak gre zmeraj za profile, ki so se ukvarjali z problematiko sestavljanja pogonskih sklopov, kontrole kvalitete pri izdelavi, a v nobenem primeru ne gre za inženirje, ki so se ukvarjali s samim projektom pogonskega sklopa. Sedaj prihajamo do tiste točke, ki je verjetno zanimiva za mnoge navdušence Formule 1. Kaj se dogaja v Red Bullu? So njihove namere za Red Bull Powertrain v bistvu resne? Namreč nismo videli nobenega pravega prestopa, ki bi pomenil to, da pri Red Bullu bodo resno začeli s projektiranjem nove generacije pogonskih sklopov. Naprimer, Andy Cowell je zapustil svoje mesto pri Mercedesu, ampak zaenkrat še nisem zasledil, da misli prestopiti v Red Bull. Kvečjemu sem videl novice, ki pravijo obratno. A poleg tega smo lahko prebirali kar nekaj novic v preteklih tednih, da so pri Red Bullu izjemno zainteresirani za vstop koncerna Volkswagen v Formulo 1. Nekako se je omenjalo navezo s Porschem, ampak kako, če resno mislijo svojo proizvodnjo pogonskih sklopov? Pri Red Bullu so nas navadili na podobne zgodbe. Tudi ko so bili v velikem sporu z prejšnjim dobaviteljem pogonskih sklopov, Renaultom, so le-te imeli pod drugim imenom v svojih bolidih, Tag Heuer.
In verjetno tudi sedaj to sodelovanje s Hondo bo le malček bolj zahtevno od tistega, kar smo videli prej. Ob prvi priložnosti, ko se bo pojavila možnost dobiti pogonski sklop resnega proizvajalca, bodo kaj hitro opustili svoje sanje o tem, da bi bili pravi konstruktorji. A gre tudi za propagando, za komercialni pristop te znamke, ki nas iz tega vidika nikoli ni pustila razočarane. A ne bodimo presenečeni, če komaj čez nekaj sezon bomo videli, da projekt Red Bulla kot konstruktorja pogonskih sklopov še zdaleč ni bil tako resen, kot so mnogi zatrjevali. Kolikor pogledamo, kaj se dogaja v tem trenutku, bi lahko trdili, da indici, ki jih imamo na razpolago, kažejo v to smer. Ampak do teh podatkov, ukolikor smo prebirali mnoge članke v preteklih dneh, enostavno nismo prišli, čeprav so na razpolago vsakomur izmed nas. A kot običajno, gre za moje videnje argumenta, ki je izjemno aktualen v Formuli 1. In v preteklosti smo o tem tudi že govorili, čeprav imamo sedaj v tem času še nekaj indicov več, ki nam kažejo, da Red Bull kot pravi konstruktor pogonskih sklopov je bolj želja nekaterih posameznikov kot pa realnost. Zaenkrat hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.